Lebdeča žarnica. Koncept je bil zasnovan v podjetju Flight, kateri so idejo prvič predstavili javnosti na Kickstarterju, kjer je požela takojšnjo občudovanje potrošnikov. Od prvotno zastavljenega cilja $80,000 je namreč zbral slabih 620,000. Ampak kako deluje? Na kratko lahko rečemo z magneti. Deluje na podobnih oziroma enakih principih kot hitri magnetno-levitacijski vlak, znan tudi pod okrajšavom maglev. Le ta elektromagnetni sistem uporabi privlačne sile med železnim jedrom elektromagnetov in feromagnetnih tračnic. Elektromagnete, skozi katere teče tok, najprej položijo na spodnjo stran vagona, kateri nato ustvari magnetno polje, katero privlačijo feromagneti pripeti na tračnice in tako vlak lebdi. Glavni sestavni deli Flight žarnice pa so: steklo, prekrito s plastiko, z namenom zaščite proti razbitju; nizkoporabne LED luči; brezžični sprejemnik energije, na katerega je prav tako pritrjen magnet; leseni podstavek; brezžični oddajnik energije in na koncu še elektromagnet. Elektromagnet v lesenem podstavku tudi skrbi za dovod 15 V elektrike v samo žarnico, potrebnih za delovanje. S pravilno uporabo lahko žarnica sveti tudi do 50,000 ur. Če napravo Flight uporabljamo 6 ur na dan, to pomeni, da nam bo žarnica zdržala 22 let. Na račun tega pa sicer žarnica Flight sveti samo z 60 lumni in posledično govorimo o efektivnosti 16 lumnov na watt. V tabeli lahko vidimo posledico nizke energetske porabe Flight žarnice, saj kot vidimo je med 60 lumni svetilnosti Flight žarnice in 800 lumni svetilnosti 60-vatne žarnice precejšnja razlika. Magnetni materiali in sistemi so zmožni drug drugega odbijati ali privabljati s silo, odvisno od magnetnega polja in površino magnetov. Eden najosnovnejših primerov dviga bi bil dipolski magnet, postavljen v magnetno polje drugega dipolskega magneta, tako da se odbijata. V osnovi so dvig dosegli že z vsemi vrstami magnetov. Med njimi so tudi elektromagneti, trajni magneti, feromagneti in diamagneti. Za izračun količine dviga lahko določimo magnetni pritisk. To naredimo po dani formuli, kjer je konstanta permeabilnost vakuma, kot rezultat pa dobimo silo na enoto površine v paskalih. Earnshaw teorem pravi, da je stabilna levitacija nedosegljiva z uporabo statičnih makroskopskih paramagnetnih polj. Uporaba elektronskih stabilizatorjev ali diamagnetnih materialov to omogoča. Diamagnetni materiali so dokazano stabilni po vsaj eni, če ne celo vseh oseh. Ko tok steče po žici, se v okolici le-te vzpostavi magnetno polje. Moč polja je sorazmerna s tokom skozi žico. Ko je žica ovita, je magnetno polje skoncentrirano v središču ovite žice tuljave. Feromagnetni materiali v središču zavite žice tuljave bi moč polja močno povečali. V namen nižje porabe energije se uporablja elektromagnet le za dvig, za stabilizacijo pa se uporablja sekundarni trajni magnet, izdelan iz feromagnetne snovi. Pa da razčistimo še pomen določenih definicij. Snovi, katerih atomi ne izkazujejo lastnega magnetnega polja, so diamagnetiki. In kaj se v takšni snovi zgodi, ko se je položil magnetno polje gostote B0? V atomih so elektroni gibajoči. Ker pa se gibajo tudi v polju B0, delujejo na njih magnetne sile. Te jih prisilijo v kroženje. Pridobljena kroženja nabojev predočimo z dipoli. Te so orientirane tako, da so njihova lastna magnetna polja ravno nasprotna vzročnemu polju B0. Zaradi tega pojava je magnetno polje B v diamagnetiku šibkejše za nekaj manj od desetinke promila od polja B0. Za razliko od diamagnetikov izkazujejo atomi paramagnetikov šibko lastno magnetno polje, ki je odraz seštevka magnetnih polj notranjih tokov v atomu. Če se da takšno snov v magnetno polje gostote B0,
delujejo na zankice na vori, ki jih delno zaokrožijo k stabilni legi. Posledica tega je, da se njihovo lastno in prvotno magnetno polje podpreta. Posledično je magnetno polje B v paramagnetiku močnejše od polja B0. V paramagnetiku se tudi pojavi diamagnetni odziv, vendar ga paramagnet ne zasenči. Feromagnetizem je potencirano izražen paramagnetizem. Atomi feromagnetikov, torej železo, kobalt in nikelj, izkazujejo dosti močnejše lastno magnetno polje kot atomi paramagnetikov. Razlog za to tiči v dejstvu, da so atomi teh snovi strukturno drugačni. Na četrti lupini imajo 2 elektrona, tretje pa nimajo zasedene. Železu manjkajo 4, kobaltu 3 in niklju 2 elektrona. Zaradi te anomalije so magnetna polja dipolov atoma mnogo močnejša od tistih pri paramagnetikih. Atomi so v kristalni zgradbi feromagnetika grupirani v območja ali domene, v katerih so polja atomov istosmerna. Domnevo o združevanju atomov v območje ali domene je leta 1907 postavil Weiss. Domene so nepravilnih oblik in dosežejo velikost stotinke ali celo desetinke milimetra, kar pomeni, da je v posamezni domeni na milijone atomov z istosmerno orientiranimi lastnimi magnetnimi polji. Usmeritve magnetnih polj domen so sicer različne, začnejo pa se obračati, če se feromagnetno snov izpostavi magnetnemu polju, na primer gostote B0. Če si bolj natančno ogledamo način napajanja žarnice, vidimo, da deluje na podoben princip, kakor na primer brezžični polnilci za telefon, vendar da le-ta med tako imenovanim polnjenjem še lebdi v zraku. Indukcijsko polnjenje ali brezžično polnjenje uporabi elektromagnetno polje za prenos energije med dvema objektoma skozi elektromagnetno indukcijo. Energija je poslana skozi indukcijsko sklopko vse do naprave, ki se s to energijo napolne ali v primeru žarnice energijo takoj porabi. Indukcijski polnilci znotraj polnilne baze uporabijo indukcijsko tuljavo za izdelavo izmeničnega elektromagnetnega polja. Poleg te sekundarna indukcijska tuljava v sami napravi prejema energijo polja in jo prevaja v električni tok, katerega lahko naprava porabi. V neposredni bližini te dve napravi sestavljata transformator. Transformator je statična električna naprava, ki preoblikuje oziroma transformira električno energijo ene izmenične napetosti in enega izmeničnega toka v električno energijo druge izmenične napetosti in drugega izmeničnega toka iste frekvence. Večje razdalje med oddajno in sprejemno tuljavo pa lahko dosežemo z resonančno indukcijo. Delujoč prototip so leta 2006 naredili v MIT-ju, ko so na razdalji 2 metrov brezžično dovedli energijo na 60-vatno žarnico. Omejitev pri elektromagnetni indukciji je, da prva tuljava ustvarja magnetno polje, ki se širi v vse smeri, tudi v smeri, kjer ni druge tuljave, v kateri se inducira tok. To pa pomeni, da pri tem prihaja do izgub, kar je še posebej očitno, če bi radi nekoliko povečali razdaljo. To je možno doseči zgolj s povečanjem energije, a na večjih razdaljah je tudi ta metoda neučinkovita. Drugače pa je z resonančno indukcijo oziroma resonančnim transformatorjem, kjer imata tuljavi enako resonančno frekvenco. V primerjavi z večslojnimi tuljavami navadnih transformatorjev ima sprejemna resonančna tuljava en sloj z ozko razmaknjenimi kondenzatorskimi ploščami na vsakem koncu, ki omogoča, da je tuljava uglašena z oddajno. Resonančna indukcija poveča razdaljo, na kateri je brezžični prenos energije možen. To pomeni, da izgube niso prevelike in je izkoristek med energijo, ki jo dovajajo v oddajni del, in tisto, ki jo sprejme sprejemni del, v razumnih okvirih. Seveda pa pri produktu Flight ne potrebujemo najnaprednejše indukcije na daljavo, saj žarnico napajamo na nekaj centimetrov. Elektromagnetno indukcijo je matematično prvi opisal Michael Faraday, ki je ugotovil, da je inducirana napetost UI v zaključeni zanki premo sorazmerna hitrosti spreminjanja magnetnega pretoka Φ skozi površino te zanke.
Spoznanje je danes znano kot indukcijski zakon ali Faradayev zakon, zapisan po dani formuli. Predznak inducirane napetosti razlaga Lenzovo pravilo, po katerem se v zanki inducirani tok, ki skuša zaradi lastne indukcije s svojim magnetnim poljem nasprotovati spremembi, ki ga je povzročila. Del žarnice Flight je tudi tehnologija prižiganja na dotik, ki pa je sicer na tržišču že več let. Seveda ima ta način določene prednosti pred navadnimi stikali, eden izmed katerih je prepreka, da bi umazanija ali vlaga uničila samo stikalo. Skozi leta se je razvilo več različnih načinov prižiga luči na dotik. Eden izmed prvih je s temperaturo. Človeško telo je navadno toplejše od okolice, stikala pa so občutljiva na toploto, le-ta pa seveda ne delujejo, če imamo mrzle prste. Človeško telo je zgrajeno primarno iz vode, katera pa kar dobro prevaja elektriko. S to mislijo so razvili naslednji način prižiganja na dotik. S tem, ko položimo dva kontakta dosti blizu skupaj, lahko ob dotiku našega prsta ustvarimo zaprto zanko in tako začnemo prenos toka. Zadnji izmed najbolj pogosto uporabljenih tehnologij prižiganja na dotik pa so radijski valovi. Kot lahko izboljšamo domet antene, ko se je dotaknemo, tako lahko tudi vplivamo na stikala. Stikala iščejo spremembe v sprejetih radijskih valovih in ko se to zgodi, stikalo napravo prižge ali jo ugasne. Skoraj vedno pa ta stikala uporabljajo še dodatno lastnost človeškega telesa, in sicer kapacitivnost. Luč na dotik ponavadi stoji sama na neki površini in ima določeno kapacitivnost oziroma določeno število prostora za elektrone. Ko se dotaknemo svetilke, se kapacitivnost spremeni, saj se zdi, da je zdaj potrebno z elektroni napolniti poleg svetilke tudi nas. Tako krog zazna to spremembo in nanjo reagira s prižigom ali izključitvijo. Žarnica oziroma svetilka Flight ni izdala, katerega izmed slednjih načinov uporablja, vemo pa, da zagotovo enega izmed naštetih. Kot pri vseh stvareh imamo tudi pri induktivnem ali brezžičnem polnjenju prednosti in pomanjkljivosti. Ena najbolj opaznih prednosti je estetski videz, saj se izognemo uporabi kablov pri polnjenju naprav, pri tem pa že srečamo prvo pomanjkljivost, saj pri tradicionalnem kabelskem polnjenju nismo tako omejeni s prostorom in lahko napravo premikamo. Če pa premaknemo žarnico ali telefon iz polnilne postaje, pa ta takoj preneha delovati. Spet pa je brezžična povezava bolj zaščitena, saj ni nevarnosti kratkega stika, ki bi poškodoval našo napravo. Vendar pa se srečamo z manjšo efektivnostjo in tako tudi počasnejšim polnjenjem oziroma oslabljenim dovodom energije v primerjavi s standardnimi metodami. Naprave z omogočenim brezžičnim polnjenjem imajo daljšo življenjsko dobo na področju strojne opreme, saj ni možnosti, da pride do poškodb potičnic, kar se pogosto zgodi. Inovacija ima pozitivne učinke tudi na drugih področjih. Na primer v medicini omogoča upravljanje z najnaprednejšimi vsadki, brez da bi vsakič znova posegli v telo. Vsemu temu sledi tudi višja cena, zaradi večje kompleksnosti proizvodnje izdelkov. Če se bo žarnica prijela na tržišče v prihodnosti, ne vemo. Trenutno pa si jo zaradi visoke cene, katera se vrti okoli 300 € na kos po menjavi valute, veliko ljudi ne more privoščiti.